Dajmo pogledati, kaj je novega pa med našimi frontmeni. Uradniki kabineta predsednika vlade in osrednji mediji pa že več dni javnost opozarjajo na neresnični posnetek Roberta Goloba, ki so ga neznanci ustvarili s pomočjo umetne inteligence. Na posnetku namreč lažni Robert Golob Slovenke in Slovence vabi k registraciji na novi spletni platformi za naložbe v nafto in plin. A je to kaj čudnega? To meni zveni kot normalen ponedeljek na vladi. Ampak okej, dajmo se zresniti. Če vladni urad za komuniciranje opozarja na tale posnetek, pa mora biti resnično dober deepfake oziroma globok ponaredek. Pa je res, dajmo si pogledati. Skupina MOL je vzpostavila naprednu platformu za naložbe v nafto in plin. Živite v Sloveniji in imate telefon. To pomeni, da lahko konec tega meseca dobite 4000 evrov, če si ogledate ta video posnetek. To pa ni fake. To pa ni fake. To pa ni bil fake. To je bil res Golob. To je premijer v naravnem habitatu, če mene vprašate. Dobro, dialekt je mal sumljiv. Balkansko je zvenel. Čeprav, čak mal. Kaj pa, če je to njegov dvojnik, ki mu je takrat ukradel identiteto pa odprl račun v Romuniji? A se spomnite? Ker premijer bi verjetno govoril o bolj perečih temah, ki so trenutno v leru v državi. Ne vem, on bi rekel, živite v Sloveniji in ste kirurg. Če si pogledate ta posnetek, lahko odjebete s svojimi zahtevami. To bi on rekel. Ugibam! V tem smislu. No, so šalo na stran. Posnetek premijera je res lažen. Najbolj smešno pri tej zadevi, to je pa malo tako podcenjujoče, ne, da se je Ukomu zdelo pomembno, da javnost opozorijo o tem, da je posnetek lažen. Pa se vam zdi, da ljudje lahko nasedejo takšnemu posnetku, da je res dovolj prepričljiv, da bi mu kdo nasedel? Absolutno mislim, da lahko, zato ker živimo v digitalni dobi. Ta se nam je zdel dovolj prepričljiv, ker so se recimo ustnice govorca zelo dobro že premikale v tem, kar je govoril. Ampak je pa imel premijer precej balkanski naglas. Z dobičkom investira poljubno količino denarja v naftni in plinski sektor. Tako, samo naglas je bil malce drugačen, ampak če bi tako na hitro pregledal, bi lahko celo verjel. Sam naglas je bil drugačen, tekst je bil pa čist Golobov. Naglas, nič točk, tekst 100 točk. On tako govori vsako jutro, vsakem, ki ga sreča. Živiš v Sloveniji in imaš telefon? Oni so morali upozoriti javnost, napisali pa so, na spletnih portalih in družbenih omrežjih je zaokrožil lažen video, v katerem sta zlorabljena podoba in glas predsednika vlade dr. Roberta Goloba. Gre za globok ponaredek oziroma deepfake. Kaj naj rečem? Po mojem so se čutili dolžni opozoriti Slovenijo, ker če so ljudje nasedli pred volilni kampanji Svobode, pa ni vrag, da ne bi tudi v tem posnetku. Ker je tam. No, se je pa iz cele zgodbe izcimila tudi ena pomembna preventivna akcija. Dodaja, da so šli zato že v kampanjo ozaveščanja. Mi smo marca odprli spletno stran, posebno za dezinformacije. Kampanja pa bo šla v preberi, premisli, preveri in še na to stisni. To smo rabili. Preberi, premisli, preveri in še na to stisni. Tako se stiskamo z olje, kaj bi rekel. Moraš malo prebrati, da se pozanimaš, premisli, če ni bolj, da pustiš, da se posuši, preveriš, če je res mozolj, da ni recimo materino znamenje. Pa stisneš. Morali so, če zdravstvo šepa, mora vlada prevzeti vajeti v svoje roke. Tako pač je. Več o temi deepfake, ponarejenih posnetkov, pa v današnjem prispevku našega korespondenta Žerjala, malce kasneje v oddaji. Zdaj pa Državni zbor. V ponedeljek so se v parlamentu poglobljeno lotili zelo pereče problematike. Kaj so tokrat ugotovili v SDS? Predsednik vlade, lepo pozdravljeni. Upam, da ste si čez vikend spočili in da je vaš pogled iz hrvaške obale zbistril pogled na stanje in težave v Sloveniji. Ta je bila pa pod pasom. To je bilo pa. Marsikaj smo že slišali v parlamentu, ampak ta je bila pa nizka. Na morju na Hrvaškem, to so hude obtožbe. Jaz se raje drek pišem, kaj pa ne rečete, da sem bil na morju na Hrvaškem. Toliko oceanov na svetu, mi pa na Hrvaško vidimo. Zakaj ni šel premijer na Bali? Zakaj ni šel na Jamajko? Zakaj ni šel na Havaje? Če smo že pri tem.
Ja, daleč, ja, boste rekli, daleč je, okej. Ampak to je pa tudi to. Vse ostalo je super, sam daleč je. Ampak mene bolj zanima, a so informacije poslanca Černača sploh resnične? Hvala lepa. Dovolite najprej, da vas opozorim, kolega Černač. Ne dovolim, da se boste kar tako nonšalantno lagali v Državnem zboru. Za predsednika vlade lahko jaz povem, da ni bil na hrvaški obali, ker vem, da je bil na eni športni prireditvi, ker sem blizu doma. In točno vem, ker sem ga zalezovala z daljnogledom z Grmovja. Jasno, ker sem zelo blizu doma. Tudi načeloma mu rada sledim. Ker sem blizu doma. Creepy. Se pravi, danes smo se pa naučili nekaj novega. Predsednica Državnega zbora stanuje blizu nekega športnega prizorišča. Zdaj, kje bi to lahko bilo? A gre za kaj večjega, gre za kaj manjšega? Ni slučajno tisti poligon za pasje dirke na Viču? Ne vem. Lahko pa živi poleg kakšnega večjega prizorišča. A Urška Klakočar Zupančič živi pri Planici. Marsikaj je bilo izrečeno, ampak ja, resnice v izrečenih je natančno toliko, kot je resnice v tem, kje sem prebil ta vikend. Oba dni sem bil v Tacnu in bi rad še tukaj izkoristil priložnost, da čestitam tako našim športnikom, ki so sploh včeraj pobrali vse možne medalje. Tacen! Bravo! On je prebil vikend v Tacnu. Jaz sem pa za vikend prebil glavo skozi zid. Dobro, vsakomur svoje. Zdaj, a ni tam policijska akademija? Kaj je šel premier gledati, ko mladi policaji v krog tečejo? Vem pa zdaj, da predsednica Državnega zbora živi v Tacnu in očitno v zračni liniji pogleda do... Kaj je tam? Kaj je Kaška? Kaj je Kaška proga? Okej. Se pravi, ob Savi. Sprav pa jasno, da mora biti oprezna, pa z daljnogledom v rok. Kaj? Urške imajo po vodni može radi. Bolje biti previden, jaz pravim. Zdaj me pa zanima, kaj se je zgodilo potem. Najprej nič slabšalnega ni bilo v mojem uvodnem delu. Jaz sem Je bilo pa lažnivo, kolega Nisem govoril o tem, Černač. da upam, da ste si čez vikend spočili, nisem pa govoril o tem, da ste bili ta vikend na Hrvaškem. Tako da toliko glede... Gospod Černač, izrekam vam opomin, Toliko glede tega, vzdržite zdaj pa- se tega in sploh komentiranja osebnega in zasebnih življenj kogarkoli od Zdaj nas. pa glede resnih stvari, ne? Opomin, tega pa še nismo videli. To je pa prvič. Ne pomnim, da bi dala kdaj že kakšen opomin. Dobro. Mogoče da je pokazala kremple, pa pihala, ko breja mačka, ampak... Opomin! To je prvič. Netipično. Ne vem, kaj lahko še sledi. Dobro. Kaj zapoje lahko, to je pa še hujško opomin. To je pa že težka kazen. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.